Zdravo, moje ime je Vanessa in dobrodošli nazaj na mojem kanalu. Danes, če ste videli naslov, veste, da bomo govorili o Apple Watchu, ki je tukaj, še čisto zapakiran, še svež iz Amerike, ki mi ga je prinesel od moje sestrične fanti Jure, teda hvala, ful. In preden karkoli rečem, bomo šli kar na unboxing. Se opravičujem za moj izgled, ampak sem bila preveč navdušena, da to odprem. Prvo kot prvo, ta packaging je meni ful cute, ker imamo ful tak noter različne barve. Pač Apple ponavadi ne dela takih pakov, da je tak face barvne, so v tej pakongi pride noter en pasek, ki je S to medium, pa medium to large, tako da pač odvisno kako velikost roke imate, oziroma zapestja. In sem si ga vzela v roza barvi, ker imam tudi pač zlato. In potem nisem hotela vzeti bele, ker se bela ful umaže, pa sem pač hotela imeti roza. Glavnem, prvo bomo odprli to. Gleda tak. Ja. In noter sta, tako kot sem rekla, pač dva pasa sta tu noter. Tu so taka mala navodila. Ok, zdaj pa damo to na stran. In gremo pogledat v drugi škatli, na kateri je pač itak barva tvojega Apple Watcha, tako pa zdaj na vseh novih škatlah Applovih. Danes, ko prije Apple Watch v takem malem etuiju oziroma zaščiti, ki pač bolj, če potuješ, daš not nazaj, ker pač bo kao varno. In v tolikih videih, ki sem jaz gledala, pade na pot vsem to ta glavica, tako da meni ne bo. Zraven pač dobiš to designed in Apple in California, by Apple in California, pa dobiš pač te stvari, ko jih tak vedno dobiš. Za vse, tudi ta navodila in vse to. Zraven imam charging brick, ki nažalost ga ne moremo uporabljati, ker je itak pač ni to evropsko, ampak je ameriško, tako da če ste črno gledali v Ameriko, you know. Zdaj že imam že od mojega računalnika, ker pač ni bil kupljen v Evropi, imam drugačen polnilec, tako da pa zraven še dobiš to za pač itak polnit od Apple-a, to dobiš. Kako je mica, no, na vseh videih sem mislila to malo večje. Saj zapolniti izgleda tako ono, kot ti zdravnik posluša srce. A zdaj sem si 40 mm, ker se mi zdi, da bi pač to bolj pasalo na mojo roko. Ampak moče bi ona 44 čisto fajn pasala. Jaz ne morem. Sem prav zdaj naredila? Sem dala prav? A moram dati obratno? Ok, prižiga se. Kaj je bilo kakšen drugi pas zravno, samo eno? Ne, samo enega dobiš. Kodam te? Zdaj moram perati skupaj z svojim telefonom. In se ti to pač pokaže, torej da lahko nadaljuješ in klikneš sam continue. In zdaj lahko setam up Apple Watch. Ok, torej zdaj sem setala vse in ura je na roki, zdaj vam jo ne morem glih obrniti, ampak preden pa grem, pa bom še vedela malih nekaj tips and tricks, potem pa bom verjetno še mogoče naredila prav posebej video, v katerem bo prav review te ure in mogoče še več nasvetov, drugače pa meni je ful všeč, tako kot sem si jo dala gor, I love it. V glavnem, prva stvar, ki se pač meni zdi ful vrejo, je nekaj se temu reče, ampak jaz temu bi rekla, tam ko so pač vse aplikacije, klikneš to kronico in ti pač odpre vse aplikacije in potem, če dansko pridržiš močno, se ti odpre in lahko imaš grid view ali pa pač list view in grid je tak, da imaš, tako kot zdaj pač vidite, kar meni pač sej zgleda vrejo, samo se mi zdi, da je ful nepregledno oziroma da težko najdeš aplikacijo.
če si recimo, ne vem, v aplikaciji, moraš skoraj pridržati, na dol potegneš, ali pa gor. Kar načeloma, če tako samo malo narediš, ne moreš in moraš iti na home screen, da lahko spet pač narediš, sam slidneš. Zato pa pač, ko si v neki aplikaciji, sam pridrži skoraj in se ti bo odprlo, kar se mi zdi dost lažje, kot pa da greš vedno nazaj na home screen. Če hočeš iz neke aplikacije nazaj čisto na home screen, brez da bi dvakrat kliknil, moraš dati roko preko in potem prižgeš in si nazaj na home screenu, kar se mi zdi, da pride ful priročno, da narajiš dvakrat klikniti tiste kronice, da se ti dansko kar restartira nazaj na home screen. To so neki 3 tips and tricks, ki so meni ful vrejo, ampak tako sem rekla, sem komaj začela upravljati, da še pač ne vem vseh. Bom pa v naslednjem videu, ki bo v tej uri malo več povedala, tako da, ja, moj first impression, oh my god. Meni je ful všeč, I love it. Tako da ja. Pa si gledajte video, če vam je všeč, ga ne vzajte lajkat, ne vzajte se naročiti. Pojďte me na Instagramu, pa komentirajte, če bi radi videli še reviewe, recimo kjerih drugih ur, ker tudi to je meni ful zanimivo in bom mogoče delala še malo več tech videov, plus true crime in teh normalnih videov, ki so pač ful random. Torej ASMR pa take stvari. Ok, dio!